Jaz ne vem, če sem star ali nisem star, ne. Ta galerija je toliko stara, kot jaz. Isto leto imamo rojsten dan, leta 54, in oba sva stara malo čez 70 let. Zdaj galerija se pomlajuje, so mlade kolegice, ni več Branko Rudolf in stari, ne gospodje, jaz sem še iz časa Branka Rudolfa. So mlade kolegice in se galerija mladi, meni pa to ne rata. Jaz ne vem, kaj bi moral jaz, da bi se mladil. Ampak včasih je bilo drugače, kot je danes. Včasih smo otroci hodili naokrog, ne da bi starši delali paniko zaradi tega. In jaz sem že tam pri 8, 9 letih hodil sam po mestu. To je bilo normalno. Ko smo šli do Kamnice po drevoredu bosi, v mesto pa v čevljih. In seveda sem začel strašiti po tej galeriji zelo zgodaj. In ta prva slika seveda govori o tem, kaj sem jaz, ker mi je obdaril Bog z vizualnim spominom, kaj sem jaz doživel, ko sem prišel tle gor po stopnicah. Na tisti steni tamle, ko butniš v steno, ne, naravnost, preden greš levo ali pa desno, so besede te slike. Še danes jih vidim na tistem mestu, ne tukaj na razstavi, ampak tam, ki so bile za mene nekaj posebnega. Ne. Malo bolj na desno so bili že kipi prvi, recimo Ursus in Ligija od Ajleca, fantastična skulptura. Vidi se, da je bil en čas na Dunaju v skupnem ateljeju kolega od Bernekarja, ker malo pliva pa je, tisti Ursus in Ligija, fantastičen kip. No, skratka, tu so besede in te imajo pač zame en poseben pomen. Ne. Dobro, ker je Augusta Šantl, svoje druge ženske Šantlove so živele na Vrbanski v hiši, jaz na Turnerjevi, tako da je bilo to zelo skupaj, ne. In bili so veliki vrtovi in na vrtu so rasle snežne kepe v Breznu. To je bil eden najlepših grmov, zdajle cvetijo. In zato mi je ta snežna kepa, te snežne kepe so bile malo tako na levo, tam proti hodniku, na hodniku so vesele tele in zraven tale moja mati od Henrike Šantl s hortenzijami, na takem malem stolčku na vrtu, ne vem, kje to je, na malem stolčku na vrtu, kakšna moja stara mama, ki je tudi plela skozi. So taki mali zloživi stolčki, ki so jih te ženske nosile po vrtu, se usedle in plele in vidile med rožcami. Ona tam gori, Antona Gvajca, Počitek, leta 30, ima pa tudi en pomen zame poseben, namreč ste zdaj opazili, kako so nekatere barve po svetlobni vrednosti, po Valeriju, zelo podobne in začnejo oči ščemeti. Modro-rjave, rožnato-zelene, nekatere barve preprosto naredijo v človeku čutni užitek, vibrirajo. In tole, karkoli že je, ker se ne vidi dobro, tam sem gledal, res je ali pa celo podleski, nekaj je, ker se ni tako na malo nadvidel, ampak ta zelena in ta rožnata sta res, stopite tja, prav zaščemi v oči. No, ta spodnja slika, ne, ta spodnja slika Ivana Žabote, Družba pri čaju, je pa seveda jasno podoba nečesa, kar je bilo moje otroštvo. Jaz sem se seveda dostikrat znašel pri stari mami v njeni sobi, spodaj v pritličju. Čez dan je bilo malo temno, ker je zunaj bil mogočen lipov drevored. Zvečer je pa brlela nad mizo ena luč in tam so se zbirali in se pogovarjali. In ko so opazili, da se jaz delam, da spim na tistem kavču, so govorili marsikaj, jaz sem imel pa taka ušesa. Skratka, slika, ki je del spominov na moje otroštvo v Mariboru, čeprav je ta slika seveda nastala bistveno prej, vse pol stoletja, ampak feeling je pa isti. Luč, ki osvetljuje obraze in mizo in naokrog se počasi vse potaplja v temo, tista tema je pa potem seveda prizorišče za vse fantazije. No, to je pa tisto, kar je meni bilo od malega seveda najbolj blizu. Moja mama je bila Kosova učenka, izjemno ga je imela rada. To je bilo prvo ime v umetnosti, ki sem ga slišal, kot je bilo ime Čajke, prvo ime arhitekta, ki sem ga v življenju slišal, pa pogojno še Plečnik, ki je tja hodil. Bili so družinski prijatelji s Čajke in naši. S Čajkejem. Nekaj, kar je meni bilo od otroštva naprej simbol lepega. Deklica s pomarančo, Kosov avtoportret iz tistih 26 mladih let. In ta rdeča laska. Kos je bil tako kot Maleš in drugi sošolci v Pragi,
Preden je bil Tilejev učenec, je bil učenec Vlaha Bukovca. To je pa slikar, ki je bil na svetu prvi in edini, ki je znal slikati reči lase. Na Bukovčevih slikah te dejansko sijejo lasje. Bil pa tudi velik prijatelj svojega tudi mecena, ljubljanskega župana Hribarja. In ena kratka zgodba, ki je vredno povedati, ne vem, če veste, ampak Hribar ni bil poročen samo z drugo ženo in s to Zlatico, oče te Zlatice, zdravnice, ampak je bil prej še eno ženo, gospod Giga. In s to ženo je imel sina, poleg še 3 nezakonskih otrok, s kočiažem in ženo in tako naprej. Je bil zelo nabihan gospod, ta župan Hribar. In s to prvo ženo je imel sina Emila Milana, ki ni bil tako slovensko zaveden kot oče, ki je bil bolj nemško usmerjen, ker je padal tako družbo. Tam pa je 35 samomor naredil, advokat tudi. In imel je ta sin hčerko Tatjano. Ime je izbral starata, župan Hribar. In ta Tatjana je prišla v Maribor in se poročila z uglednim gospodom bančnikom Senico. In en človek, ki ga gotovo vsi poznate, ker je celo življenje kot arhitekt sicer risal za Večer karikature, Pisenica, je njegov sin, njun sin. Ta je seveda povedal zgodbe dedkove o Bukovcu. Bukovc se je preko Hribarja dogovarjal s cesarjem Franz Jožefom, da ga bo naslikal. Seveda, dalmatinski fant, mlad slikar, pojma, kaj je to dvor. In sta šla na Dunaj. In cesarstvo se je posebej potrudilo, da tega bodočega portretista počastijo z enim večernim dogodkom, z večerjo. In pripravili so seveda dalmatinsko večerjo zanj, ribe, rake in vse te morske zverine. In so jedli, malo tudi z rokami, seveda, morjoš. In na koncu so bile tam na mizi posode z vodo in z limono za roke umivati. In Bukovac, seveda, ki ni bil vajen etikete, je tisto vodo že, ko je bil, dvignil in popil. In cesar, da ga ne bi užalil, je to naredil isto. To se mi zdi ena izjemno lepa zgodba, ki pomeni, kaj je spoštovanje. Ne osmešiš človeka, ampak narediš isto, da je vse lepo in prav. Toliko o Bukovci in rečih laseh. Kos kot njegov učenec je to v veliki meri odnesel in je bil izjemen v tem. No, to je pa ena slika, ki tamle zadaj visi, ki se je, kot mi je rekla Breda, znašla v galeriji pa v odkupu v prodajni galeriji leta 74, če si prav rekla, 74. Danes bo veliko govora tudi o Mihi Malešu, da je bil njegov najboljši prijatelj, oba sta bila Kamenčana, Maleš z Jaranovega pri Meklinah, to je 5 minut iz Kamnika, ta pa Kamenčan. In to je njegov zgodnji avtoportret, še iz študijskih let tako rekoč, še malenega poznega simbolizma, zame ena najlepših vseh slovenske umetnosti. Je vredno pogledati zadaj, ki je prišla v Maribor po slučaju. Sudermann je res kolega na akademiji v Pragi in izjemna prijatelja celo življenje. Celo življenje govorim zato, ker pač je Sudermann zelo malo živo. 50 let recimo. Namreč on je zaradi ene zamere, tisto levo in desno je on, zaradi ene zamere do jugoslovanske oblasti in enih zadev v Beogradu, v katerih piše pokojni kolega Marko Lesar, izjemen katalog razstave, en tekst. Se je vrnil v Kamnik, bila je okupacija in ta je seveda po mestu na ves glas razlagal, zdaj pa končno red, ki so Nemci prišli. Nikomor nič žalega storil, nikomor nič naredil, nobenega zadevščine hude, samo govoril je preveč. In je celo vojno on govoril. Pa če 2-3 nemški oficirje portretiral, pa je bilo dovolj. Leta 1946 so ga našli v Kamniški Bistrici s prestreljeno glavo. Zdaj, razlog, ki so ga navedli, je utopitev. Človek se navadno ne utopi s prestreljeno glavo. Ni običajno. In potem so govorili o samomoru. Marko je napisal v tekstu v neznanih okoliščinah. Vedel je pa tako on kot jaz, ki je bil oče Kamenčan moj. In so vsi stari Kamenčani vedeli, kaj je bilo. Udba. Udba je imela, to mi je Renka Šelek razlagala, kako je bilo to v Mariboru pri njenem očetu Igorju Rosini. Rekla, kaj mi je pretreslo, veste, Janez, ko sem šla v arhive pogledat.
Ljudje, ki so nas poznali, ki so hodili na obiske, ki so bili na večerjah, so bili infiltrati Udbe. In ko to vidiš, te prizadene to, da so bili to ti ljudje. Očitno so tudi njemu enega infiltrirali, da sta šla skupaj v hribe, da ga je počel nad previsom in je padel s preseljeno glavo v reko. To je bil Stane Cudraman. Vesel sem, da je slika tukaj, ker je slika res izjemno lepa. No, to je pa zdaj malo za prehod med težkimi zgodbami ena malo bolj lepa, ljubezenska. Ta, se imam tle, če to pogledal, ta Zveščič, ki ima 45 strani, je prvo znano delo velikega oblikovalca Jožeta Brumna. Mora biti na razstavi, bila že vitrina preštimana, dogovorjeno je bilo na razstavi velikih, je bila v Ljubljani, ne potem pa tukaj. Vse zmenjeno, ampak včasih je tako v življenju, da človek da kaj navarno, skrije navarno, potem se pa ta stvar sama od sebe, med tisoče knjig in katalogov in dokumentov, tako skrije, da ne najdeš. In kljub iskanju sem jo našel šele po zaprtju razstave. Je pa stvar zelo zanimiva za Maribor. On je Mariborčan, ne? To je stvar, ki jo je on naredil pri 20 letih, kot maturant. Seveda, zakaj pri 20 letih? Med vojno so zavili leta, ne? In so pri 20 maturirali. Marinki v spomin, januarja leta 50, Brumen Jože. Sošolci so bili. In tipografijo je sam oblikoval, vse je s peresnikom na roke izpisal. Če se je kdaj zmotil, mora iti na novo. Moja mama je vedno rekla, neš Joško se je takrat dokončno pokvaril oči. Take špegle me na koncu. To ni hec. Pri slabi svetlobi delati neštetokrat, ker se skrivi napake, ampak je naredil. In ker na koncu, no, s tem gremo naprej. No, to je to, ne. Torej, izpisal je vse, kaligrafijo določil in ilustriral leta 50. Bodite pozorni na srednjo sliko, 3 srca, 2 skupaj in 1 posebej. No, to je Jože Brumen, te slike so last Janje Brumen, njegove sestre. In to je familija, Jože Dijak, pa njegova sestra Janja, pa ta mali Stane in starši. In na koncu slika tega legendarnega profesorja, oblikovalca, našega največjega oblikovalca grafičnega, vzgojitelja vseh naslednjih generacij. Sicer pa po študiju arhitekta in kiparja, oboje končal. No, to sta pa dijaka, sošolca, prijatelja najboljša, Jože Brumen in moj stric, mamin brat Peter Skušek. In ta Marinka je bila sošolka, lepa punca. In Jože je bil nesmrtno zaljubljen vanjo. In to zadevo je napisal zanjo. Leta 50. Ona pa mojega strica. Mislim, da ni čudno, da se jasno. In na koncu sta šla v hribe in se zmenila, prijatelja, glej, saj vem, tako je, ne, se sprijazili situacijo. In tega nihče ni hotel imeti. Niti Jože več, niti moj stric, niti ta Marinka. In je ostalo pri nas doma 50 let. In zdaj je tu. Nihče se ni zanimal za to, nihče ni hotel tega imeti. Celo nesla sta to, ker Jože je vedel, da je to dober izdelek. Nesel to v muzej, pa potem šel tja pa nazaj vzel. Skratka, niso čisto dobro vedeli, kaj bi s tem naredili. Ampak takale sta bila 20-letnika, dijaka Mariborske klasične gimnazije. To je pa ena slika, ki je spet slikarska. Janja Brumen je imela partnerja, Francija Čopa, in to sta v bistvu oče in mama, vse smučarije, vseh prog, pa vlečnic, pa gondol, pa vsega, kar se je na Pohorju zgodilo. Franci Čop je iz nule vse ustvaril, kot seveda predvojni smučar, olimpijec 36 leta, v Berlinu je bil na olimpijadi, s kolajno. In z Janjo sta bila skupaj dolgo časa in njun sin je naš Mariborčan, ki zdaj živi v Ljubljani, slikar Andrej Brumen Čop. Jaz ga izjemno cenim kot slikarja, čeprav se poznava zgolj na videz, pa na dober dan. Janjo sem pa poznal zelo dobro, ker Janja je bila najboljša prijateljica moje mame, kot je bil Jože od strica. Skratka, tle je še najstnik, ne zdaj že resen gospod. Opet.
Ja, vrnimo se domov. Ko so moji prišli v Maribor, so najprej stanovali na Pobrežju v eni hiši, ki zdaj žalostno razpada, historistična, na Studencih. Potem so pa živeli v tej hiši. To je hiša na Bogalu Kajuhove in Mladinske. Ta stolpom. Ampak stari vam je počas dovolj teh raznih podnajemnikov in sostanovalcev in je želela, da grejo na svoje, na 3-krat manjšo reč pa njihov pa ne, brez sostanovalcev. No in ta hiša je točno na sredi med Čajkejevo hišo in Vilo Transilvanijo od Fridergarja. Samo na drugi strani ceste. Seveda so se ljudje v Mariboru, dobro, Fridergarja več ni bilo, je šel, med seboj poznali. To je prav neverjetno. To mesto je vedlo vse. Vsi so se poznali, vsi bili povezani in vedlo se je tudi tisto, kar se raje ne bi vedlo, ne? Kdo je izdajal, kdo je delal spiske Kulturbunder, kdo je po vojni delal spiske za likvidacije, vse se ve. Tista imena seveda so tista, ki jih ne moram govoriti. So pa pretresljiva. Pretresljiva. Ko vidiš, kaj se je dogajalo in zakaj so nekaj ljudje tako zelo uspeli, tudi po vojni. Zanimivo je, da so vse te kulturbundovske in med vojno izdajalske familije, tudi v Rosinovi ulici in druge, to je namreč ta kvartnik, ki smo živeli, Rosinova, Medvedova, Turnerjeva, Kosarjeva, ta Koroška vrata. Urbanizacija Maksa Čajkeja. Ulice imajo rahle zavoje. Hudir je premislil, kako bo oblikoval postavitve teh vil, da bodo pogledi ta pravi. Ne? No in te ženske, neke tudi vdove, so seveda po vojni, da jih ne bi kdo kaj vprašal, to ni majhen pojav, to je razlagala Majda Japelj v svojih izkušnjah, to iz naše ulice, poženile svoje lepe hčere z udbovci in partizani. In so bile zavarovane. Noben več nič ne vprašal. Pustimo imena, ker so zelo znane mariborska imena. Tukaj imamo gor Čajkejevo hišo, Transilvanijo in seveda to našo nekdanjo, ko je še bila. Malo naprej je pa živel dedkov brat, Oskar Skušek, tudi ta Mladinski, to je bilo, tam imate katastar, ne se vidi, Koroščeva, Mladinska, torej Štrosmajerjeva, ne, zadaj pokopališče mariborsko takratno in ta hišica spredaj je bila dedkovega brata in ogromen njegov park in posestvo. In on je v bistvu kriv, da smo šli v Maribor. On je bil direktor Narodne banke, podružnice v Mariboru takrat in je brata, ki je bil direktor Ljubljanske banke v Ljubljani, ravnatelj, povabil v Maribor, začni nekaj na svoje, tukaj je slovenski Manchester, tukaj se dogaja tekstil, gor, dol sem tja industrija, začni na svoje pa bo, ne? In je prišel. Stara mama se je hotela ločiti od tega. Advokat je komaj pomiril zakon, ker ni hotela iti iz Ljubljane, ker je bila navajena živeti v Maribor. Pa je šla potem in se je vživela. No, hišo strica Oskarja je naredil gradbenik Viktor Accetto. Ime, ki je v Mariboru malo komu še znano. Bil je študent gradbene fakultete v Brnu, ki je bila takrat daleč najboljša, skupaj z Antonom Suhodolcem, očetom od Janeza in drugih bratov, prijatelja sta bila. In naredil je hišo za Skuška in za njegovo ženo, ki je bila arhitektova sestra, Angela Accetto. V Mariboru smo govorili vsi Accetto, teta Angela pa Accetto. Nikomor ni padlo v glavo, da bi v Mariboru izgovarjali pravilno italijansko Accetto. Tako pač bilo. Kot se ni nikoli vedelo, so slavni vrtnarji in prijatelji Urbaneki. Urbaneki ali Urbaneki? Še sami ne ve več. Oboje je možno. Češko ali pa mariborsko. No, to sta Angela in Oskar, dedkov brat, iz te hiše, v času, ko so se poročila, in desno so te Acceti, Oskar in Viktor Accetto, arhitekt, sta odzadaj, tisti z brki, pa brez las je Oskar, unik kosmatolasi je pa Viktor Accetto. Tale lik spodaj pride pa še na vrsto, tale gospa z frizuro. To je bila italijanska familija gradbenikov, ki se je priselila v Slovenijo, ljubljanska veja in mariborska veja. Iz ljubljanske veje recimo predsednik ustavnega sodišča, Matej Accetto. Pa ogromna gora zdravnikov v ljubljanskem kliničnem centru, dobrih zdravnikov. Ta mariborska veja je pa izumrla z
temle Viktorjem arhitektom. Ampak se boste spomnili tele hiše. Veste, kaj je to? Vrtec, moj vrtec. To hišo je načrtoval Viktor Accetto v Šarjevi ulici, v Galko Sarjeve Rosinove. Hiša, ki je malo posebna, se mi temu reče, preobložena s kipi in reliefi in vsem mogočim, zanimiva kot svoj čas, mogočna. To hišo je kot dvodružinsko hišo, to je bila Mariborova navada. Vsi so postavili dvodružinske vile, v eni so živeli, en štuk so pa oddajali za preživetje. Tudi ta je bila tako načrtovana. Ampak med tem časom, ko je on to risal, se je zbližal z lastnico. Lastnica je bila Irena Golob, vdova po nekem Golobu iz Kozjega, ki se je odločila kupiti eno ogromno parcelo v Mariboru, pride malo v mesto in tista črna gospa, tu ne prizuja prej, je to. Nobel se je zdelo, denar je imela in mu je to vilo naročila. Med tem časom, ko je to risal, se sta pa ona dva zbližala in poročila. Ne vem, ali iz ljubezni bila se že stara, ali iz koristi, kaj vem, ne vemo. Ampak sta postala mož in žena. In potem je Accetto spremenil črte in naredil enodružinsko vilo iz te stavbe. Jaz seveda poznam to vilo zelo dobro, ker sem bil tam v vrtcu. Jaz sem zelo poreden v vrtcu, strašno poreden. In kazen je bila, hodili smo v mulčki v štramplih in kratkih hlačah čez. In kazen je bila, hlače boš slekel in boš samo v štramplih v kotu. Poniževanje, ne? Jaz sem pa res nagajal, grozno nagajal, to mi je bilo veselje. In jaz sem večino vrtca preživel v kotu, v štramplih v kotu. In sem imel čas opazovati štukature, vrata, detajle, kipce, tam. In spodaj je bila tisti glavni del vrtca, ena ogromna sprejemnica in za to sprejemnico ogromna jedilnica, ampak to je ogromna, tole. In vmes so bila drsna vrata, take oblike, bela, težka, vse razen potegnjeno, to je bilo, spomniš? Ja, da smo tam živeli, veličasten vrtec. No, v glavnem, potem se je pa zgodilo, da ta vrtec ni bil več njun, ta hiša ni več njuna. Viktor Accetto ni veljal med sorodniki ravno kot zelo korekten človek, ne? Ker si je nenehno denar sposojal, pa malkrat vrnil. In je pri gradnji kanalizacije dobil nek projekt z dumpingom in mislil, da bo na hitro šlo, se je pa uštel sestavi tal, to 3 ribnikov dol do Drabe. In je šla firma v konkurs in hiša v prodajo. Kje sta potem končala njegova Irena in on, ne vem. Poznal sem pa sestro, teto Angelo sem poznal dobro. Pa Oskarja, čeprav sta umrla, sem še mlajši, ne. Ampak potem je to hišo kupilo učiteljsko društvo, da je prišla potem v javno last in po vojni je bila vrtec, naš vrtec. No, kot rečeno, stara mama je hotela, da se zgradi manjša hiša, ne tista ogromna reč. In ker so se dobro poznali s Čajkejem, stric Oskar je bil pa v bistvu, potem, ko ni več direktor banke, je imel eno veliko firmo s kurivom, s prodajo kuriva in delal je računovodstvo Čajkeju. Meni je žal, da nosim tle Petra Požavka. Ta Oskar je rekel mojemu staremu očetu, veš kaj, Franci, Ksenija ne klepeči. Ko v razredu. Učenke Ksenija ne klepeči. In je Oskar predlagal samemu očetu, glej, v firmi Čajke Friedricher imamo še vedno materijala glih za eno hišo, Čajke bo zaprl gradbeno firmo in samo še risal načrte, to bo leta 34. In glih toliko še je materijala, pa če si za, naročimo Čajkejev načrt, pa ti bomo bajto postavili, ne. In tako je tudi bilo, načrt, ki ga imate tam ta delno načrta, ki je narisan, naris hiše, na Turnirjevi 31, takrat so rekli doktor Turnirjevi 31, in hiša po dogradnji leta 35. In kot boste videli, je ta hiša bila seveda bistveno manjša, izhodno prejšnja. Spodaj je bila ta svečana sprejemnica in jedilnica, zraven nje s prehodom v vanjo kmečka soba, to bo Jerneja vedela, ne. Včasih je bilo nobel v meščanskih hišah, tudi na Krajnskem, imeti tako imeno kmečko sobo.
To je bila soba, ki je imela, pa nisem bil ne kmetje, ne kmečka soba, krušno peč, klopjo okoli, ker so otroci lahko ležali, in pohištvo tam v duhu Vsič Karlovšek, ne, narejeno, da so pač imeli občutek, ne, spominov na prednike, ki so bili kmetov. In ta kmečka soba je bila v bistvu namenjena tudi otroški igri in drugim stvarem, zgoraj so bile pa spalnice in tako imenovani Herrenzimer. Herrenzimer je bila tudi kot kmečka soba nekaj obveznega. Tam si je družinski, ne, dedek sestajal z poslovnimi partnerji, sestajal z prijatelji, tudi slikarjem, ankiparjem, smo pa videli. Tam se je tudi kaj popilo med pogovorom, predvsem se je pa kadilo. V tej sobi je bil tudi cigaretkosten. Ta cigaretkosten je bila tako visoka omarica in noč sem imel svoje zaloge tobaka. In seveda po vojni je se drugače. Po vojni so na dve družini, stari starši in mi, in zgoraj so bile potem v tem nekdanjem Herrenzimru naša kuhinja in jedilnica. Vse drugače. Ampak, če ste opazili, tamle gor na vrhu je Čajke predvidel na načrtu med zgornjima oknoma eno nišo in nekaj noter. Ne, kip, relief, kaj vem, kaj bi to bilo. In tako se je tudi zgodilo. Ne, poglejte, to je hiša leta 60, tisti mali pikec tam, ki je visok do pol ograje, sem pa jaz. In relief, ki je zgoraj med okni, hiša ni več naša, ker ko so stari starši umrli, oče umrl, zvratil se v Ljubljano, nekega dne spoznaš, da ne moreš obsoditi svoje mame, da je kustos tvoje rojstne hiše. Ne gre. Ni mogla več skrbeti za to, nenehno popravljanje, skrb. Grozno. Ni mogla več. Šla v Ljubljano s svojim sinovom in vnukom in bila spet srečna. Iz te gluhe hiše spominov. No, v glavnem, ta kip je pa ostal in še vedno gor. To so prebivalci hiše. Moja stara starša, torej Metka, njuna hčerka in moj oče in mi do zdaj rešem približno v času, na katerega se nanašajo take pripovedi. Ne. Je pa hec, ker sem pa živela oba z bratom med ljudmi, ki so znali izjemno pripovedati zgodbe. Prav neverjetno je, kakšen pripovedni talent je bil to. Seveda so zgodbe govorili takrat, ko sem bil že malenkost večji, ne, prej sem pa na skrivaj poslušal. V zgornji jedilnici so imeli te svoje mitinge, ali pa pri stari mami v sobi spodaj druga družba. In najprej sem poslušal, kot da sem sedel, da spim, ali pa sem bil za vrati, pa so začeli po štajerski navadi govoriti nemško, ne, to ni za otroke. In tudi to priučiš, pa razumeš po smislu, ne. Čeprav so govorili nemško, da ni za otroke, samo prvih 15 stavkov, ne, pa so pozabili, pa spet govorili slovensko naprej, jaz pa, ušesa. Niso bile vse zgodbe zmeraj prijetne, niso bile tudi take, ki so meni prišle prav v življenju v smislu odraščanja, ki sem imel strah. To so bili tudi pogovori o dogajanju ne samo med vojno, pa po vojni, ki je bilo v Mariboru še hujše. Maribor je najbolj nastradal. Mariborska Ozna po vojni je bila milijonkrat hujša kot v Ljubljani. Kaj se je tle dogajalo, ko poslušam zgodbe svojih pripovedovalcev ali pa doma? Pošastno. A vi veste, da leta 47 so v Mariboru neki ljudi obesili, pa ustrelili. Obesili. Kot bi spoštovani prijatelj in zgodovinar Janez Pastor lahko povedal, ne, tudi ko so metali ljudi z gimnazije pedagoške, želišča, takrat, je bil to fenomen Maribora. To se ni dogajalo nikoli druge. Maribor je res nastradal. Med vojno in po vojni. In Ljubljančani sploh ne vejo, kaj je to vojna, ali pa povojno obdobje. Tudi sanja sem ne, kaj je to hudo. Da ne govorimo o tem, da so naši prijatelji, tako imenovani zavezniki, leto in pol tolkli Maribor tako, da so podrli pol mesta in ubili ogromno ljudi. Ker je koncem koncev do neke mere razumljivo, bila je vojna, tolkli so industrijo, tolkli so most železniški, pa nikoli zadeli, pa podrli pol mesta. Bolj jim človek zameri to, kar je zame vojni zločin. Ostanke bomb. Ko so šli iz Italije bombardirati v Nemčijo in nazaj, so na Maribor zmetali. Ostanke bomb. To pa je vojni zločin. Zato je zadnjič sem bral en članek Mateje Ratej o teh rečeh, rekla, kako boš Mariborčan povedal, da so zavezniki prijatelji?
Čez pa leto in pol bili v zakloniščih in trepetali, da bodo dobili kaj na glavo. Ne gre. Moja mamo je zasulo, ko so jih iz šole na Cankarjevi v alarmu pelali v kleti sosedne hiše, ki je dobila Volltreffer in se je zasula cela. 100 mulčkov, majhnih punčk, zasutih v kleti, in ki je bila stara klet vinska, je imela močne oboke in se je začala. Ampak v prahu, temi, brez vode, brez hrane, noter jokal, ker niso vedeli, bodo še kdaj bi šli ven. Ampak nemška obramba, ta proti, ne? Kako se je reklo? Ne flak, pustite pove. Ta enote, ki so reševali ljudi po napadih letalskih. Te so, tudi Čajke je bil del tega. Velja, Peter je povedal, Požavko, da je Čajke ob vsakem bombnem napadu prvi letel ven in vodil ta reševanja. Kot seveda poznavalec gradbeništva. Nemci so skopali skozi te debele kletne zidove sosednjih hiš, luknje, in na koncu po nekaj dneh te otroke enega po enega zvlekli ven. Kdo je pa tle za otroka, ki je star 12-11 let, sovražnik, kdo je prijatelj? Tisti, ki te je rešil, ali on, ki te je skoraj bol? Težko je, to bili težki časi. No, kakorkoli že, slišal sem marsikaj, ker ne bi smel slišati. Tudi mama je rekla, veš, po vojni smo nosili kruh v tistih košarcah, peč, če Boklju na glavni trg. In doživim na trgu, da sedi tam nekaj 100 teh ujetnikov, ustašov in drugih, ki so jih gnali na morišče. Prašnih, umazanih, lačnih, žejnih, tam so sedeli vsi z buljenimi očmi in jaz med njimi grem 100 štrucov kruha domov. Res resno, ko to vidiš. In slišal sem o povojnih pobojih v Sežunskem gozdu, pa še marsikaj, ker bi bilo bolj, da ne bi slišal. In potem so nas kot po ne vem kakšnem naključju vsako leto vsaj 2krat gnali na športni dan v osnovni šoli v Sežunski gozd. Otroci so se igrali, sošolci so se igrali, veselili, skakali gor in dol. Jaz sem pa čist trd, ker tisti jarki, ki jih še danes vidiš, ne? To so ogromni protitankovski jarki, kjer so postrelili stotine in stotine teh ustašov in drugih. Sveta zemlja se je usedla. Po vojni je bila najhujša kazen, da so te poslali, ker so lisice to razvlekle, da so te poslali zakrivati te roke in noge ven štrleče. Recimo arhitekt mariborski Vlado Emeršič, ki so ga zadnji mesece vojne čopljeni na cesti, odvlekli k flaku, da je stregel, je bil po vojni kaznovan tako, da je šel tja. In komaj je dobil dovoljenje za študij arhitekture. Kje si pa ti bil med vojno? Ja. 2 meseca je stregel pri flakih, ker je moral. Grozljive zgodbe. No, skratka, tiste stvari so meni bile strašne. Zdaj predstavljate, ko sem našel na Podstrešju en medvojni koledar, Marburga in kaj želci, kot take knjižce, mehke. In tisto odprem in vidim gor, veste, ki so na Kalvariji, tisti betonski zid, pa 3 kostani. Tam je bilo neke sorte Heldenplatz, pokopališče kao, tistih nemških vojakov, ki so padli na ruski front in druge. Jaz seveda nisem vedel, da so bili tam samo lesene take plošče, to mi prija Mira Grašič iz muzeja, lesene plošče z onim častnim križcem pa ime, in v tistem koledarju je bila slika 2 Nemcev v dolgih plaščih s to visoko puško na častni straži. To so delali za propagando, te stvari, valjda Nemci. Jaz nisem vedel, da je to samo kup lesa bil, trupla pa nekaj v Rusiji raznešena. Zdaj si predstavljate fantička, ki gre v 7., 6. razredu na prve randije na Kalvarijo. Da smo se obijeli, pa to je bilo že konec sveta. In tam seveda moraš iti čez to, tisto ploščad. Jaz sem si predstavljal, ker sem videl celo sliko, unih 2 Nemcev, pa tiste nagrobnike, da tam spodaj leži ne vem koliko trupel. In sem se tresel, ko šiba na vodi. Moja punca misli, da sem ne vem kaj mislil, ampak to je bilo res hudo. Potem sem šel gor do cerkve, tega ni več, in pred cerkvijo so bile luknje, tole, samo malo daljše, z betonskimi pokrovi, za te boljše Nemce pokopati. Tiste je bilo izpraznjeno in odprto in tisti pokrovi so bili namaknjeni in tam gor smo sedeli in gledali na Maribor. Sveta Marija pomagaj, kje sedim?
Vse tisto, kar sem videl in slišal, mi je bilo v meni naloženo in to res ni včasih fajn. Ne? Prvi stik zgodovine je bil to, da smo se v prvem razredu učili ušesa pa usta pa nos pa lase pa kaj sem kaj, ne? Oči. In smo mogli doma iztrgati iz časopisa eno sliko ali stvari, ne, z revije in nalimati v zvezek in napisati ušesa, nos, usta, ne? In jaz sem na podstrešju našel en povojni koledar, ki je imel na prvi strani Stalina. Ja. In meni se je zdel krasno, striček z brki, pa prijazno je gledal, ne? Slikca. No, jaz to nalimam v zvezek in napišem oči, usta, ušesa, blabem in pride oče. Ja, to pa ne moreš. Zakaj? To sem spoznal v zgodovino. Zakaj pa ne morem? Ja, veš, to pa ne bo dobro v šoli, ne? Valjda leta 60, bilo dobro v šoli med Stalina na zvezku. In tako dalje. Seveda smo pa tudi imeli v okolici mi najbližje sosede, ki so bili pa res fantastične osebnosti in izjemni pripovedovalci. Ne. Najbližji je bil Ivan Šumlak, on je bil takrat že v penziji in je skozi tam povrtal nekaj brklov, mi smo imeli vmes eno mečkano žično ograjico, ne ta prave ograje. Jaz sem tam bil in ga spraševal kar naprej nekaj in on je govoril, ker pa smo ni bilo dolg čas, ko je zraven pripovedoval zgodbe. Ivan Šumlak je bil sin enega duhovnika, učiteljice, tam iz Koroške, izjemen intelektualec, izjemno izobražen človek, izjemen človek, karakterno, mislim, nekaj najlepšega na svetu. Krasen gospod. Član Društva prijateljev Sovjetske zveze, pred vojno, med vojno izseljen, prvi ravnatelj učiteljišča pred zloveščo Drago Humek, ki je med drugim bila pri njemu, ne vem, je bila podnajemnik, ko so mu vzeli na stanovanje, stanovala je pod njim, njegova naslednica, to moče boljše Janez Pastor razložil, kaj se je dogajalo. Obenem je ta Šumlak oče slovenske planinske transverzale. On je se to zmislil, on je to izvedel. Človek ima spomenik, ker je dejansko za slovensko planinstvo naredil ogromno. Ampak za mene je bil to človek, ki je bil svojo kulturo govora in svojim izjemnim znanjem in vedenjem, pa prijaznostjo, kaj pa češ mulčka, ne, tam upoštevati. Jaz to ni hec, meni se je zdelo zelo dobro. Doma sem seveda v Mariboru bila navada, to sem dostikrat slišal, ko so šli starši z otroki na Gosposko ulico ali pa kje po mestu, so starši otrokom povedali, veš, to je pa gospod Mineržik, to je pa gospod Tepli, to je pa ta gospod, veš pa to je to pa ta pa tap. Jaz sem se to dogajalo. In seveda, ko sem se očeval Teplija, slavnega ravnatelja muzeja, pa profesor na gimnaziji klasični, na ulici naši, ker se je sprehajal, ali pa Mineržika na Gregorčičevi, vsako jutro sem šel v šolo, on tam s klebukom od dadico hodil. Sem seveda, meni se je zdelo lepo. Dobar dan, gospod Mineržik, dobro jutro, gospod Mineržik. In ta človek je snel klobuk in pozdravil Pikca. Jaz mislim, so v nebesih. Res. Enkrat je rekel Tepli, ja, fantek, čkal pa ti si, pa tako lepo pozdraviš, ne? Nekatere sem poznal pa samo bolj oddaleč, ne? Recimo Pandurja, pa Kavčiča, Sekarja. In seveda, vedel sem zanje in pozdravil sem jo in če ste mi odzavila, sem jaz spet srečen. To je bil nek stik, ki je nastajal med nekim malim Pikcem pa temi odraslimi legendami. Ne? No, to je pa najbolj zanimiv lik. Franček Derenčin, sodnik. Čez cesto je bila hiša, se pa je med vojno pol odnesla, pa se popravili, ki jo je postavil iz Češke priseljen pivovarski mojster Hazenerl, je med vojno ga raznesla bomba na pivovarni Unijo na Mariboru. Ženo sem pa še poznal, stara gospa, babi Hazenerl je meni vsak teden prinesla vsaj enkrat češke knedličke. So drugačni, so iz testa z gresom narejeni, niso iz krompirja. No in z njuno ščirko, Svetluško, se je poročil Franjo Derenčin, sodnik. S familijo je bila priceljena z okolice Ilirske Bistrice, velik sokol in naprednjak. Ko sem študiral knjigo Vere Vodušek Starič, Soje in slovenski špijoni, je seveda eden od likov tudi Franček Derenčin, kar se po vojni ni izkazalo ravno dobro. Ne? Namreč kaj je bilo? Že pred vojno so kar nekaj ljudi iz naše ulice, tudi moj dedek, imeli organizirane stvari tako, da so bili obveščevalci za Angleže. Tako je bilo. Stara mama je rekla, veš, je bil en boj, ne, kakšen boj, ne, kakšno ime, ne, nikoli se ni predstavil, boj. Ženske so se učile angleško
da so prikrili dejavnost, moški so imeli pa obveščevalci. In ta Anglež je bil seveda intelligent service. Ne. No in ta Franjo Derenčin, ljudski sodnik po vojni, ne več dolgo, še 2 leti, zelo ugleden človek in ena krasna oseba. Spomnite, da je v stari mami. Kdo je? Trkal na rob. Moja malenkost. Pa je prišel, pa so se pogovarjali. Jaz sem bil pa na kavču pa poslušal. Franček Derenčin je bil kaznovan, ker je vedel za mrežo v Mariboru, ki je spravljala ljudi čez mejo. Tiste, ki se pač niso strinjali s komunističnim režimom in so hodili čez, je ta mreža spravljala čez mejo. Advokati, poslovneži, vsi mogoči. Najbrž za denar, ne, seveda. In ko so to mrežo polovili, je not padel tudi Franjo Derenčin, pa ne, ker bi se s tem ukvarjal, ampak ker ni kot ljudski sodnik bi moral izdati. Če je vedel, bi moral prijaviti. Te, ki jih je poznal, to mrežo. On je pa na sodišču rekel tisti stavek usodni, jaz prijateljem ne izdajam, sem drugače sujen kot vi. Izdal je pa Frančka Derenčina sodnik, ki je stanoval 2 hiši naprej. Po mnenju Alenke Šelih je ena zelo pokvarjena oseba, ampak pustimo imena. Tudi njenega očeta je. In dobil je, ko boste videli na naslednjem diasu, no 5. Tole mi je dala hčerka Derenčinova, Janica, farmacevtka. To je članek iz Večera, ki oglaša, ne tista povečava, da je bil Derenčin 3 leta, Sremske Mitrovice, kjer je zbolel in pozneje hitro umrl. Ampak gledajte, doktor Pestevšek Rudolf, smrt z obešanjem. Boštjan Filipančič, smrt z obešanjem. Ivan Ploč, smrt z ustrelitvijo. Konrad Štiks, smrt z ustrelitvijo in tako dalje. Maribor je 47. Še dobro, da niso prijeli mojega starega očeta, kajti moj stari oče imel v Mariboru konfekcijo perila. Živo je to svojo tovarno v hiši Krehova 14, ki je bila v lasti gospoda Sabotija, ali Sabotija, kot so rekli Štajerci. Ne vem, kaj je prav. To je bil precej premožen gospod z ugledno preteklostjo, tudi najbolj ugleden mariborski rotarec, tudi Hutar je bil rotarec, vsi so bili nekaj zraven, ne? Samo o tem se ni govorilo. Županu Juvanu je Škof prepovedal, da je rotarec, pa je potem sem postal rotarec. In seveda so se poznali med seboj vsi ti ljudje in Hutar je bil seveda tekstilc, se je oče pri njemu nabavljal blago za svojo tovarnico in po vojni je bil njegov najmlajši sin Pepi, tega je pa zelo dobro poznal Primož, ne Premzl. Pepija je bil, imel težave na gimnaziji, šikanirali so ga, oče je bil zaprt in je mama Betka, torej žena Hutarjeva, pretekla k nam domov s kužkom. Gospod Skušek, pomagajte mi, moramo sina čez spraviti. In so ga čez plač, pri Krenih, ten gore šel. Na ono stran meje in postal eden najbolj uglednih industrialcev za umetna vlakna, se to bolj še ve, v Evropi, na svetu, njegov sin tudi. Skratka, hude zgodbe, ki sem jih slišal od teh ljudi, ki so se med seboj pogovarjali in pripovedovali stvari, so se vame usedle, čeprav jih najprej nisem dobro razumel, potem pa vedno več in na koncu, ko sem šel te stvari premišljevati, pa do konca. No, to je pa najbolj posebna figura mojega otroštva. Milko Čižmek, ki je stanoval malo naprej, par hiš. Milko Čižmek je bil tudi, to je Boleslav Novak bi rekel, prakomunist. Čižmek prakomunist. O njemu obstaja samo en zapis, ki ga je naredil, sem dober sodelavec UKM-a, mariborskega, dober zapis. To je pa slika od hčerke, sem jo dobil, Špele, ki se spomnim iz otroštva. In da bomo pri slikarstvu Špela trenutno živi že dolgo časa z sinom slikarja Branka Cinavarja. Na Pobrežju živi, tako da če bo kdaj dohodil kakšne podatke o Cinavarju, hčerka je na Pobrežju, s tem sinom, to mi je Stane pomagal najti. Ne?
No, v glavnem, ta Čižmek je bil prakomunist, organizator glavnih demonstracij delavskih pred vojno na Pobrežju, pa nikdaj doma je bila posebna tiskarna za gradivo uporniško, pred vojno že. Gromovit govornik na teh zborovanjih med vojno v lagerju, ki je tudi organiziral upore, po vojni se je vrnil v Maribor, razočaran, ker je videl, da ta njegova velika ideja komunizma ni rodila nič dobrega. Klientelizem in vse, kar se je dogajalo, je njega razočaralo zelo. In je delal težave. Zaradi teh težav je izgubljal službo. On je bil celo inštruktor en čas v Ljubljani na partiji za marksizem. Izgubil službo. V Mariboru izgubil službo. Vsake to so ga zaprli, dokler ni umrl v zelo hecnih okoliščinah, imel je vinograd in pumpal tisto šprico in jo je razneslo in mu je čaj šprice odbil glavo. Ampak ta gospod Čižmek je imel seveda brata, ki ga je dal nakladno vsakeč, ko je v Mariboru pa šel kakšen politik, da ne bi bilo škandalov. Ta brat je bil pa zelo slaven mož, general Boris Čižmek-Bor, ki je bil zelo vpleten v vse te moriščarske, pohorske afere in po vojni šef slovenske policije, nekaj sorte notranji minister je bil po vojni, Boris Čižmek. In je dal brata vedno malo nakladno, ne umaknem tega, da ne bo kakšne pizdarije spet. Tak je pa šel domov, to je bilo noro. On je pozabil, da ni na zborovanju delavcev pred vojno. V naši kuhinji, v jedilnici. To je tako razlagal s takim glasom, da se je hiša tresla. Oblak dima je bil takšen, da skoro sem si videl. Zdaj predstavljate, moj oče, agronom, sicer doma iz kmetov, s svojim pogledom na socializem pa na zadruge, negativnim seveda jasno. Moj dedek, razlaščen industrialec, velik demokrat, razlaščen industrialec. In ta prakomunist. Ko so se zdaj želi pogovarjati, to je bilo tako glasno in tako oblak dima, jaz pa seveda velika ušesa in sem marsikaj izvedel. No, zdaj se pa vrnemo še enkrat na hišo, to je nekaj pogodb in nekaj računov za gradnjo z Čajkejevih. In na tej hiši je relief Franceta Goršeta, mati z otrokom, leta 1936 je bil grajen, narejen morda kaj prej, to ne vem. In tukaj sta kipar France Gorše in moj dedek leta 1935, ko se je zadeva dogajala. In Gorše je bil dosti ponosen na ta kip, ker ga je objavil, skupaj z Malešem sta izdajala izjemno dobro revijo Umetnost, mesečnik, kar nekaj let v Ljubljani, in je objavil ta kip tudi na naslovnici, pa noter in v svoji monografiji, ki jo je pisal Rajko Ložar, tudi objavil ta kip na celostranski reprodukciji, torej bil je ponosen na njega. Pozneje sem seveda prebral v katalogu pokojnega kolega Sedeja Ivana ob razstavi v Moderni galeriji, da se je v tistem času, ko mu je umrl otrok, edini, za kar sploh nisem vedel, kar dostikrat po svetu takemu motivu, žene z otrokom. Gorše. No, to je danes ta hiša, ki ni več naša. Spoznala sta se pa moj star oče in Gorše, taka sta bila v zgodnjih 20 letih. Ko je bil moj dedek direktor Ljubljanske banke v Ljubljani, je Gorše pa hotel v Italijo in prišel prositi za štipendijo, za denar. Ja, valjda ga je dal, so vsi reveži, Maleš, Gorše, vsi so bili reveži, meni denarja. In stavče mu je rekel, veste, naša banka ne daje štipendij, imam pa dobro idejo, ne. Vi naredite kip mene, portret, pa mojo ženo, pa še par prijateljev, tle bom skecal, ne, pa boste imeli dovolj. In tako je tudi bilo. In Gorše je šel v Italijo, kipi so pa sveda nastali. Ta kip ima eno hecno zgodbo. Jaz ne vem, če kolegi, ki ste iz stroke, to veste, jaz nisem vedel nikoli prej, oziroma nisem v 40 letih in več delovanja s temi stvarmi nikoli slišal, vedel sem, da obstajajo mavčni kipi, pa glineni kipi, pa bronasti kipi, oziroma neki odlitki, ne. Tole je eloksacija z elektrolizo. To je mavčen kip, ki je bil prevlečen z grafitom in z elektrolizo nanešen bakar. Da je stvar delovala, je očitno. Glejte, po 100 letih in več, ne, je ta stvar še danes popolnoma nepoškodovana, nikjer ni odstoplo, deluje kovinski, je pa gipsast, razen tle pa v ustih je malo volkec pač zeleni, ker je pač preživel vojno, pa še marsikaj, ne, pa bombardiranje. No,
Ta kip je nastal leta 1923 in tudi stara mama, ki je še vedno, ta kip so potem razstavili v izložbi v Ljubljani, kot za reklamo, ne? Dajmo malo loksirati kipe. Stara mama seveda ni imela te sreče, noben jo ni dal v bakar, še vedno je v gipsu, tam levo je njen lepi vrat, ne lepa ženska, lepi vrat, ta lepi vrat je bil tudi na kipu nekoč, ki je bil enak, ne, z vratom pa s podstavkom, ampak ko so v Mariboru seveda letele prijateljske bombe iz zraka, ki so naši hiši odnesle cego iz strehe, pa šipe iz oken, pa vrata stečajev, predvsem so pa špliterji od bomb steno naredili v sir. No in en od teh špliterjev je tudi lepi vrat moje stare mame odnesel. Potem je pa za razstavo v Moderni galeriji rekel se, da je rekel, nekaj moramo narediti, ne more tam glava iti nasejena, kot pri Turkih. In potem je pisar Kokal za študente restauratorstva so pogrundali nek sistem, da so dali železno osnovo in ta leseni podstavek. Meni se zdi to zelo dobra rešitev, moj brat meni drugače, da je bilo boljše narediti rekonstrukcijo vratu, ne? Ampak tako pač je zaenkrat. Pa sem rekel, stara mama, zakaj pa ti spiš? Imaš zaprte oči. Ker se meni zdi krasno. Portret z zaprtimi očmi je drugačen sporočilo, drugačen navdih, kot je z odprtimi očmi. Ne? In je rekla, veš, vsak Gorše, delal je celo večnost v glini, tih je bil, nič ni rekel, benga znaka za komunikacijo ni kazal, pa nezanimiv, tak majhen možic je bil. Kaj čem, jaz sem pa zaspala. Hvala Bogu, lep portret. No, to je pa katalog te razstave v Moderni galeriji 88, kjer sta ta dva kipa kot najstarejša ohranjena kipa Franceta Goršeta. Sem hvaležen Sedeju, da je te stvari tako uredil, tudi ga uredil in tudi marsikaj napisal, kar nisem vedel. Je pa zanimivo, leta 88 je bila v galeriji Moderni velika razstava Goršeta. Pa ni bila prva. Ta zgodba je huda. Ker sem pač bil sošolc Andreja Smrekarja, poznejšega direktorja Narodne galerije, prijatelj celo življenje že z mano. In poznal sem dobro njegovega očeta, ker smo hodili študenti v Kostanju zažurati. Smo imeli vilo točno ob Krki. In tam smo mi imeli žure, pa pili smo, pa tudi čokoladili okoli. Fajn je bilo. Ne? In stari Smrekar, ki je v bistvu oče, legenda, oče galerije v Kostanjevci, ki je odlična galerija. Leta 1971 so, katalog mi je dal stari Smrekar, v Kostanjevci postavili veliko razstavo del Franceta Goršeta. Po uradu. Pripeljali iz cele Slovenije, iz Italije, celo z avionom iz Amerike, postavili te plastike in stiskali katalog. In ko se je razvedlo, da ta emigrant, ko je šel po vojni v Italijo in pa v Ameriko in potem, ko se je vrnil nazaj na starost, je živel v Svečah na Hrvaškem, za detkom še obiskovala, ni hotel v Slovenijo nazaj priti. Bal se, on se je bal, on se tega bal, on je bil splašen. Od komunizma, ki je slišal, od tega, onega, tretjega. Zelo introverten človek in zelo splašen, pa vrhunski kipar. Takrat je bil še živ in je bila razstava, medtem ko pri Sedeju je že umrl med razstavo. In so postavili razstavo, stiskali katalog v zelo velikem številu izvodov, potem je pa zvedel Mitja Ribičič, tako je rekel vsaj Smrekar, za to razstavo in poklical Smrekarja v Ljubljano, vrgel katalog na mizo in rekel, tega ne boste odprli, tega emigranta pa ne. In so spet vse kipe lepo odnesli na svoje mesto, katalog je pa ostal v omarah. V zadnjici imel na tej čudoviti razstavi, ki je pravkar bila v Kostanjevci, umetnost 30 let. In sem tam hotel kupiti nekaj katalogov, pa nekaj knjig, ki nisem še imel. Vidim v omari en kupček katalogov leta 71 z te razstave. To je toliko tega, to še vedno prodajajo. Če kaj pa je to? To so pa ene stare reči, tam deklica na blagajni, ne rekla, to so ene stare reči, to je pa €1. Ves skup, prosim, ves skup sem vam se to razstavljal kolegom in kolegicam. Namreč ni tako lahko, tega kataloga ni tako v javnosti, ker nikoli ni šel ven, tam pa še imajo. No, to je pa naslednji Gorše, to je pa danes last mojega brata, žena s Sadjem. Ta ima pa silno interesantno zgodbo v svojem nadaljevanju. Namreč Gorše je, zdaj se res veliko družila, v Ljubljani in Mariboru je hodil Gorše, pa seveda pozneje prijatelj Maleš, en del te trojke.
To je enkrat pretresel pod roko, tak papir z vlakom. Je ta kip pretresel, ker sta iskala neko plastiko za na hišo. Pa se potem nista odločila za tole, ampak je naročilo za ono mamo z otrokom. Tega je pa seveda pustil v Mariboru, ali ga je poklonil, ali ga je kupil, to ne vem. Vsekakor je pa rekel, to je moja žena bila. Potem začne človeka zanimati, kdo pa je ta žena bila? Prvič bila, drugič pa moja žena. En tak lep pol akt s golim oprsjem in košaro, jabolk verjetno, ne vem. Lepa reč, lep kip. Tudi taj bil na razstavi. Ampak, zdaj to zgodbo o ženi je pa razvozlal nekdo, ki se ga imel silno rad in je krasna osebnost, Miha Maleš. Doskrat sem jo pri njemu na Vošnjaku, bi imel atelje. Ta njegova žena Olga, gospa Olga je kuhala kofete in meni je govorila, gospod profesor, boste čajček. Narodno, kakšen profesor, bil sem glihkar s faksa prišel. Kakšen profesor? Ja, gospod profesor, vam lahko nekaj prinesem piškote. Narodno, fajn se mi zdelo, narodno. No in ko je ona šla, se je diskretno umaknila, je postal Maleš poreden. In se je rekel, gospod Maleš, kako je to z Goršetom, Ker ti Gorše, ko je živel na Koroškem, je prihajal v Slovenijo na obiske in je prespal pri Malešu v Ljubljani. Ja, ko veste, on je tako po kavniško govoril Gorše, Maleš, veste, zanj če je prišel Gorše k meni, pa je ura 8 zvečer, pozen, pa se obleče in gre ven. Sem rekel, ja, France, kam pa greš? Je rekel, ženo obiskat. Sem rekel, France, pa se je že pol stoletja ni več tvoja žena. Je rekel, pred Bogom že vedno. In je šel. In pa sem šel dalje, sem rekel, pa kako je bilo to sploh njegovo ženo, Goršetovo ženo. In Maleš nagajivi pravi, veste, so bili enkrat v kavarni, jaz, pa Gorše, pa žena, pa pesnik Vodušek, umeten zgodovinar po izobrazbi, Vodušek, pa še drugi, in sedimo, pijemo kofe, in jaz gledam, Vodušek ima roko na nogi od Goršetove žene, takole, na bedrih. In sem si mislil, France, a nič ne vidiš? Vsi so videli, pa noben ni hotel videti. Jaz tudi sem človekov rekel. No, zgodba, ki jo je potem pojasnil šele pregled biografije Boža Voduška, pa ena majhna fusnota v katalogu Ivana Sedeja, ki je našel en zapis, en članek v Celovškem zvonu, govor z Goršetom, članek o njemu. Zakaj je šlo? Po smrti otroka se je ta Goršetov zakon začel silno krhati. Ampak za tega otroka se ve samo iz unga članka o Celovškem zvonu. Vedno piše v katalogih, leta tega in tega se je Maleš poročil z, leta tega in tega je ta in ta slikar se poročil z. To ni nič. V nobenem, tudi ko je on bil zraven še Kostanjevci, pri svoji biografiji, nič, žene ni. In če ne bi bilo omembe v tem Celovškem zvonu in če ne bi bilo Maleša, žene ni. No, v glavnem, kakorkoli že, v biografiji Boža Voduška sem pa našel takrat že, piše, leta 31 je spoznal v Ljubljani Marijo Gorše. In leta 41 se z njo poročil. Gorše se je pa po članku v Celovškem zvonu leta 34 ločil od mize in postelje. Ker ne pomeni, da so se uradno ločevali, verjetno, pa to, od mize in postelje. Skratka, če imaš doma en kip in to je to od njega žena, te zanima, kdo je ta gospa. Skratka, bila je Marija Gorše, poznaje Marija Vodušek. No, to je pa Gorše nastala leta, ki je imel svoje domovanje tam v župnišču v Svečah na Koroškem, pri Slovencih in tudi atelje in razstave. In moja stara starša, ko sta bila že stara, pa so se do smrti, vsaj dedek hodil v Sveče na obisk. No, to je pa naslednji del te trojke. Eden mojih ljubih slikarjev, Miha Maleš, in moj star oče, tam v 30 letih. Namreč, kaj je hec? Star oče je imel v Mariboru, to je on s svojimi šiviljami, te konfekcijo perila. To so tiste šivilje, ki so delali na Krekovi, pa so pa še enkrat to, ki so pa delali doma, šivali doma za njega. To je en del kataloga, teh srajc.
To je pa Maleš, ki se je zelo rad lepo oblačil, rad je imel take in drugačne in tretje srajce. Možnosti nobenih, ampak rad je bil eleganten. Ne? In tam sta na poročnem potovanju z Olgo leta 38. Zakaj je šlo? To pa razkriva korespondenca oziroma vepovedi. To je en delček pisem Mihe Maleša mojemu staremu očetu, ki so zanimiva iz mnogih razlogov. Z Goršetom sta namreč doumila, da bi bilo fajn, če se že proročiš, pa če kaj rabiš, ne? Ne vem, 12 športnih srajc, 12 štrahastih srajc, 12 elegantnih srajc, ne, to rabiš. Pa pižame, pa gate, pa sve sorte, ne. In sta doumila, greva midva skuško v Maribor, ne, bova to midva dobila. In če bereš ta pisma, so res, ne, on je napisal, kaj vse rabi, kaj vse bi imel, ne. To so, ne, tle recimo tlele, ne. Tle v tem primeru rabi 12 takih srajc, 12 onakih srajc, skratka, življenje. In piše, da pol pa čez nekaj časa je Maleš se hotel zahvaliti. In je pač hotel dedku nekaj dati, nekaj mu je skozi srajce, pa gate, pa štum, pa pižame rihtal, ker dedek je imel proizvodno za trgovce, ne male prodaje. To sta tako dobila, ne. In se je odločil, če bereš ta pisma, ne, vedno se, bom jaz ven kaj pripravil, Gorše bo seveda moj prijatelj Gorše, ne, in vaš prijatelj Gorše bo seveda arbiter, ne, kaj bi bilo vam mogoče všeč, to se piše. In ko je izbral, ne, kaj mu bo prinesel, je krasno pismo, ne, po prijatelju slikarju Zoranu Mušiču, vam bom poslal. To pomeni, da je Zoran Mušič moral te slike v okvirjih z vlakom tovoriti iz Ljubljane in jih prinesti. No, kakorkoli že, te slike, to so še vedno pisma, te teksti so neverjetni. To je res življenje mladega romantičnega umetnika, ki se pogovarja o realnem življenju. Namreč, zdaj, da se malce bojim, ker tle so umetni zgodovinarke, pa kaj rečeš. Zame je Maleš eden daleč najboljših slovenskih risarjev. Če si ga vprašal za vzornike, ker sem delal vdajo z 81, film sva naredila v njemu, ker so edini posnetki, Maleša, ki obstajajo, ta pravi. Če si ga vprašal, kdo so njegovi vzorniki, je govoril o Darenu, pa to, pa ta, nikoli ni omenil Matisa. To je prav po defaultu tako. Tisti, ki so najbolj vplivali na slikarje, so vedno potem, niso omenjeni, ne, to ne bomo potem. In zame je to res izjemen slikar. Njegove reče lučke, recimo, pa njegove risbe so sanjske. Kot je recimo zame, ne me kregati, Nikolaj Pirnat najbolj klen slovenski risar. Njegova črta je fantastična. Tudi v Mariboru, ne, bil. V Mariboru se je vse vedelo, jaz spet ne bom o imenih, ne, ker se ne sme, ampak to sta bila fatalna ljubimca, Mušič in Pirnat. In moja mama seveda je vse vedela, katere dame mariborske so ostale do konca življenja samske, ker takih fatalcev pa ni več. Sta bila res lepa, mlada, postavna intelektualca, izobražena slikarja, mislim, to je bil hecno. No, tole je pa ta slika, ena od slik. Ena ima moj brat, oziroma ga je pregovorila Trabica Maleš, Maleševa hčerka, da jo je prodal za galerijo, ki jo imajo gor v Citni nad Laškim, ker gre za precej zgodna olja. Ljubljanski grad, Aleševa je Blagolovc, ta tretja iz te serije, ki ima iste okvirje, ki jih, kot piše v pismu, nek Romar je prodajal okvirje, pa sem jih kupil, 3. In ta tretja slika je bila pa ob času Maleševe razstave v Milanu, tam v poznih 30-ih, je bila odkupljena za Milansko galerijo moderno. Skratka, 3 slike so v seriji, ena je v Milanu, ena je bila pri bratu in ta je še vedno pri meni. In seveda moje prvo čtivo, ne. Kaj, vse, kar sta naredila Maleš pa Gorše, monografij, grafičnih map je bilo, da se ti zmeša, Maleševih, vse to sta pošiljala dedku s posvetili. In to je bilo doma, cela štelaža tega, pa voščilnic, pa vsega cirkusa. In to sem jaz kot mulj zbral. To je moje prvo resno umetnostno čtivo. Tako da sem poznal najbrž to obdobje najbolj vsega.
pa revijo umetnosti, tudi kompletno doma. No, zdaj smo pa tukaj. Maleš je imel to je tudi posnetek iz oddaje, drugače filma o njemu, dialog starega Maleša z mladim Malešem. Tole je Zudermanov detajl, Zudermanovega portreta Maleša, ki je nastal v Pragi, ko sta bila študenta in najboljša prijatelja. In jaz sem silno vesel, da se je familija Maleš odločila, od tega je nekaj tednov, da se po razstavi v Kostanjevici slika preda oziroma proda za neko simbolično ceno galeriji Miha Maleš v Kamniku. Torej ta zame eden najlepših portretov slovenske umetnosti, Zudermanov Maleš iz Prage, mladega sanjača s tem makom, mislim, pretresljivo lepa slika, je da zdaj že visi v galeriji Miha Maleš kakšen teden. No, to je pa slika, ki je v Moderni galeriji, spomin na Benetke. Ta je pa, veste, Maleš imel na Bošnjakovi en atelje, ki je bil za pol te sobe. In pred tem ateljejem imel pa eno tako sprejemnico, eno biedermajersko garnituro, dvosed ali trosed, pa dva fotelja, pa eno nizko misco, kjer sva navadno sedela, medtem ko je gospa Olga kuhala kavice. In nad tistim kanapejem, kjer je on sedel, ki je bil star, mod, je bila ta slika. Te slike do smrti ne od sebe stran. Zame ena najlepših slik slovenske umetnosti. Zame. Veste, tukaj so kategorije, ne, ki so moje. Slaba slika, dobra slika, boljša slika, zelo dobra slika, vrhunska slika. In zadnja kategorija je, to bi pa jaz imel. To ne pomeni, da bi jaz sliko imel. Ne bo v galeriji, ne bo kjerkoli. To je samo to, da je to slika, s katero lahko preprosto na miselnem in čutnem in ne vem, vseh nivojih komuniciram. Ki bi se lahko zjutraj zbudil z njo in večer šel spat z njo in bilo lepo. Če si zasanjan, imaš ta neskončno lep par, če si pa žalosten, pa pogledaš to ribo s temi oranžnimi očmi in se nasmeješ in je dan lepši. Nekaj tako trapaste, kot ta riba, ti mora dan polepšati. No, ta slika je šla potem v Moderno galerijo, ampak do smrti lepo je njemu. Kaj zdaj? Aha. No, zdaj pride pa ena brezimna, nepomembna gospa Minka Trepšer, ena Gorenc. Na desni sliki je s familijo Ujčič, tisti mali fantik, tam je Janez Ujčič, poznejši direktor televizije Mariboru in unga lagerja, ruskega, tam vseh stvari. Zdaj imel lih 80 let. In mi je strašno zameril, ker nisem časa pridati. So se dobro razumela vedno. No, skratka, ta Minka je bila rojena v Kostanjevci ob Krki, v eni vasi tam zraven, doma neželen otrok, imela je spah kolkom, nikoli pozdravljen in se je prebijala skozi življenje s svojo neskončno bistrostjo. Tako da se je na koncu dvignila celo do neko obdobje, bila najemnik gostilne na Blejskem otoku na Blejskem gradu in seveda tam je kuhala in pekla in tako naprej, bila je strokovnjak za pohanje kur, ne. Pa seveda tudi za klanje, ker to je 5 faza. In pri nas doma, ne, ko sem imel kure na vrtu, ker pač po 20 let ni za jest, sem imel doma kure, si šel na trg, pa si tam so ostale ženske s kurami živimi pod roko, tam si kupil kuro, pa domov nesel, pa bila malo na vrtu, malo si jo futral, pa se pa, ne. In jaz sem se boril, da bi te kure preživele. In vsakeč sem kuro zagrabil in letal okoli do drevoreda kamniškega, da bi kuro rešil, ne. Minka pa je čakala z nožem. Dvignila vrat, prerezala, spustila kri in vedno zraven kakšno tako negajivo rekla, da je bila Minka. No, skratka, Minka je imela nalogo v mojem življenju, da je mene vsak dan peljala na sprehod. Bila je pa izjemen fabulator, tak dolenjski. Začelo se je s pravljicami, z legendami iz okolice Kostanjevice, ki jih ni malo. Nadaljevala pa seveda zgodbami iz njenega življenja, ki ga je doživela, tam sem pa že taka ušesa. Boste videli, kaj je to, da ta ženska doživela? Minka je mene peljala na sprehod tako, da sva šla najprej po njenih obveznostnih poteh, ne? Potem pa na drevorede, pa do Kamnice. Stara mama je bila doma, ki je kuhala, starši v službi, dedek v svojem svetu, čakal, da se neha komunizem, ki smo vse vzeli. In Minka je pa mene vodila okoli, na srečo. In ta gospa Minka je potem po nekih poteh prišla do Maribora pred vojno. In je dobila službo
gospodinje, kuharce, sobarce, vse, pa še kaj zraven verjetno, pri ostarelem dr. Miroslavu Ploju. Ta hiša še stoji. To je vse isti kvart hiše, v Rosinovi ulici. Lepo skrbijo za njo, lepo je obnovljena, žal imam gor tiste elektrarne, ampak dobro. Miroslav Ploj je bil zelo zanimiv lik. Sin Otona Ploja je računskega advokata, ki je bil izjemno velik mecen umetnikov. Naš veliki kipar Ajlec, ne vzame veliki kipar Ajlec, bi bil še vedno podobarski pomočnik, če mu ne bi omogočil Ploje študija na Dunaju. Bil je mecen že oče, tudi ta mecen slikarjem, tistim recimo, ki jih je pokojni kolega Andrej Ujčič zbral kot izgubljene prleške umetnike v tej galeriji. No in ta Ploj je bil, danes je mogoče preveč pozabljen, 2 let celo veliki župan mariborske oblasti od 92 do 24. Predtem pa seveda vpet v politiko, ampak to tako vpet, da je bil že pod staro Avstrijo vpet, da je bil po vojni pod kraljevino malke ne finančni minister, senator v Beogradu za državne finance, človek, ki je bil aktivni udeleženec tehle reparacijskih komisij in zmenitvenih komisij v Parizu, predstavnik za Jugoslavijo, eden od. Skratka, pozabljeni človek, dr. Miroslav Ploj, ki je bil izjemno pomembna osebnost. No, in ta Minka je doživela, da je januarja 1944 umrl. Pa se je seveda zapletlo, ker je on hišo njej zapustil, pa so se pol to sorodni, pustimo. In potem se je v to hišo priselil nekdo, ki sem ga prej dobro poznal, to je bil Mirko Plajves. A se kdo spomni, kdo je Mirko Plajves? Danes, po zaslugi Primoža Premzla, vsi vemo za Tegetthofa. Ti veš, kdo je Plajves? Spomniš? Namreč, on je res, Primož je naredil ogromno, da je Tegetthof danes pomemben lik in je bil pomemben lik. Pa ta Mirko Plajves, ki se ga spomnim iz prehodov po Mariboru, on z ženo, glavo višje od njega, ampak ta je bil strumen, visok oficir, mornariški, je bil deloval mogočen. Po vojni je imel on enega najlepših vrtov v Mariboru, skrbel za trajnice, lepši bil samo še vrt moje stare mame, ki je še bolj skrbila za trajnice, se menjavali in pogovarjali. Gospod Mirko Plajves, ki je bil tle v penziji, ko je prišel to vilo, je bil človek, ki je bil poveljnik velikega dela jugoslovanske flote kraljeve. In kljub komandi, ki je bila drugačna, je Mirko Plajves dal nalog za potopitev kompletne flote, da ne bi prišla v roke ustašem pa NDH-ju oziroma Nemcem. Unim se je zmešal, potopiti ladjo Silnik je bila ponos mornarice in še vso ostalo floto v zalivu ob Selcah je bilo nekaj, tudi plakati, vontit, za živega ali mrtvega Plajvesa, tok in tok, denarja kun. Ampak Mirko Plajves je preživel in končal svoje življenje v Mariboru z gospod Plajves in hčerko Sonijo v tej hiši. Dobro se ga spomnim, kako je hodil do zadnjega lepo s nahrbtnikom na izlete v naravo in skrbel za svoj vrt. Še eden tistih ljudi, ki si jih na cesti pozdravil in če si ga ogovoril, je povedal lepe zgodbe. No, ta Ploj je bil mecen umetnikov in eden od njih je bil Frančišek Horvat. To je bilo podobno kot drugi te izgubljeni umetniki. To so bili vaški fantje, ki so z mecenskimi pomočmi študirali in potem seveda, ko so končali te šole, so prišli nazaj in propadli prej poslej, naročil ni bilo, marali so kapelice, kipari delali nagrobnike in tako je tudi ta Frančišek Horvat v podobarskih delavnicah se učil, potem pa končal na kakšno leto in pol na graški slikarski šoli, se vrnil in poslikaval cerkve in kapelice. Ampak nekega dne je svojemu mecenu Ploju prinesel to sliko leta 1899, to sliko štajerskega fantka s šopkom. Zakaj? Štajerskega fantka s šopkom, največ neka reminiscenca. In tudi tega ne vem, zakaj je Minka, ko je Ploj umrl,
dobila prav to sliko. Najbrž je to njen spomin na otroštvo. Ta slika je skratka ostala pri tej moji Minki in na koncu pri meni. En tak kulturno-zgodovinski spomin, saj to ni kakšna umetnost. No, leta januarja 1944 Minka umre, umre. In Minka išče novo službo. Arhitektu Maxu Čajkeju pa žena Blandina umrla, zdaj v literaturi piše 43, na nagrobniku, ki je delal že Požavko, 42, se ni važno, tam nekje umre. In Čajke rabi gospodinjo. In Minko angažira. Največji poznavalec Čajkeja seveda je bil Jože Požavko, ki bo njegova desna roka, vodja vseh gradbenih projektov njegovih, največjih pred vojno. Ampak Požavko je bil med vojno, mislim, da je bilo to nemško delovno taborišče, bil je odpeljan v Nemčijo, prisilno delo ali nekaj takega in ni bil zraven med vojno. Minka pa celo vojno, do konca, od januarja 1944 do junija 1945. Minka je bila zraven, tisto zgodne jutro, tema je še bila, ko se je pred hišo ustavil črn avto, svoj nastopil puklasti Miha, to je bil Bogdan Horvat Miha, to je Transilvanija še vmes. Puklasti Miha je imenovan ob smrti 25 let star. Ko je opravil vse, se je bil zlorabljen, on je bil grba Streveški, ki ga je partija zlorabila, udba ozna, kjerkoli že bilo. On je bil največji mučitelj Prekmurju, na Štajerskem, na Pohorju, morilc. Ampak pri 25 letih so videli, da gre stvar čez, da se je razvedla, poklicali so ga v Slavijo na komando v Ljubljano in so mu rekli, napiši poslovilno pismo in tu imaš pištolo. In fant se je odstrelil. Skratka, človek, ki je bil dejansko zlorabljen od sistema in je počel najhujše grozovitosti, ki si jih je možno predstavljati, do slačenja kože živim ljudem. No, on je prišel po Čajkeja in Čajke je na stopnicah, ko je odhajal, rekel Minki, edinemu človeku, ki ga je še imel tam, se ga noben več ni povohal v vojni. Minka, če kaj rabite, vzemite, mene tako več ne bo nazaj. In je odšel v šlafroku in zapatih na dvorišče sodnih zaporov, so ga videli zadnjič, potem ga je pa nekdo pobil z lopato, eden od njegovih delavcev v firmi, ki je bil potem na koncu na pravi strani, pobil z lopato. Noben ne ve, kje je pokopan, kje je truplo. Ampak ta nesrečna Minka je najbrž vzela kakšne bešteke, pa rjuhe, ne vem, se nič ni imela v življenju. In za čuda tole slikco. To je Čajkejeva risba oltarja pri Mariji Snežni. V arhivu so normalno ohranjenih ogromno načrtov njegovih. Ampak kakšne slike, ki ni iz načrta, pa ni. No, ta se je ohranila pri Minki in zdaj pri meni. Ena redkih stvari, ki so Čajkejem ostale, ker je bil izbrisan iz spomina. Najbolj me boli, da je bilo pol stoletja tudi stroka tiho. Tole sem pa vzel iz oddaje, ki so Živa Emeršič delala o Čajkeju in Friedrichu pred 10 leti, da ne bi znova moril ekipe v pokrajinskem arhivu, ki je fantastična in krasna. Namreč takrat je našla Živa v arhivu vse gradivo s Čajkejem, prijave, denunciacije, karakteristike, zasliševalske zapisnike. In potem pomisli človek, kdo je uničil gradivo Čajkejevo osebno, izkaznice, dokumente, slike. Od njega ni ene slike, nikjer. Pa tudi, če bi bila kje na kakšni skupinski sliki, ni več nikogar, ki bi vedel, kakšen je bil. Peter se spominja pripovedi očeta, jaz pripovedi mame in stare mame, kakšen je to bil gospod. Peter pravi, ja, veš, malo tako rdeč v obraz, pa malo tako, pa Ketenraucher. Stara mama je rekla, veš, zelo lep gospod, z zalovitimi lasmi, rahlasivimi, tako malo to. Peter pravi, obraz malo rdeč, ker je vsak dan šel na pivo po delu, Čeh pač, češki Nemci. Skratka, če bi Udba vzela njegovo imetje, njegove dokumente, bi bili ohranjeni, ker je vse ohranjeno.
ker pač nihče ni bil interesa, da bi arhive brisal, koga pa je brigal en Čajke, brez potomcev, brez kogarkoli, tam ne bo. Ne. No, to so, gledajte, prijava, član Kulturbunda, velik Italijanec, to vse ni res. Skriva se na svojem stanovanju v Ploščevi ulici. Nek Matevž, 16.6.45. No, evo, prijava, partaj genose. Sicer ni škodoval Slovencem, ampak nikoli ni govoril slovensko. To je bil greh. Ni govoril slovensko, ni se nikomor družil. Je pa res bil, on je imel drugo izkaznico kot drugi Mariborčani, ampak on je bil dejansko opet samo toliko, da je bil v teh enotah, ki so reševali po bombardiranih, sicer se pa nikoli ne ukvarjal s politiko in nikomor nič naredil hudega. Žal se ve, kdo ga je dal na spisek. Vse se ve. Pustimo. To je zapisnik zasliševanja. Krut. Poročilo. To je vse v arhivu v Mariboru. Dela vtis mirnega človeka, ki je bolj živel za svoj poklic kot za politiko. Da se ni v 20 letih naučil niti besede slovensko, pravi, da je kriva stara Jugoslavija, ki kaj takega ni zahtevala. No, vse eno normalno pismo. Evo, zaplemba imovine. Tiste hiše tam na Tomšičevi, ki so imela ženo na ženino ime za oddajanje in te vile tukaj. Evo. No, v Mariboru je bila navada, da so med vojno familije, ki so se poznale, zamenjale kakšne stvari med seboj, da če bi padla bomba, da bi vse nekaj preživelo, ker na obeh hiši ne upadlo. No in tako je Max Čajke, moji stari mami, prinesel cel zaboj porcelana in stekla. Na našo hišo so bombe letele, na njovo nikoli, na srečo. In po vojni, preden so ga tam junija, julija ubili, je še uspel priti po to skrinjo in je pustil stari mami za zahvalo, ki mu je ohranila celo vojno, tile skodelce, nič posebnega. Majsen cvivli muster, nič posebnega, ampak meni je dragocen spomin. To so njegove šalčke, z tega sta blandine pila čaj. To je pa zdaj samo ena reminiscenca, vse gremo v koncu, reminiscenca na Požavkota. Požavko, tisti z belim klobukom, dal njegov oče, tudi pomemben Mariborčan gradbenik. Požavko je bil vodja vseh delovišč, višji gradbeni tehnik, izjemen pri Čajkeju in bi tudi, če ne bi bilo vojne, bil naslednik v firmi, gotovo. Ker Čajke je tudi po odhodu Friedricherja, že po prvi vojni, ohranil ime Friedricha Čajke. No, tukaj sta Požavko z ženo iz slavne familije vrtnarske Urbanek ali Urbanek, leta 38. In tukaj na koncu sta Požavko s sinom Petrom, duhovnikom, pozneje arhitektom, ki res ve veliko od očeta. Požavko je bil človek, ki bi mogel v Mariboru postati spomenik. Za vse, kar je naredil. Spomeniško-varstveni zavod se nikoli ni znal zavedati, da jim je on odnesel vse, ker sami niso vzali nič. Žal. Marsikaj bi v Mariboru ne bilo, če ne bi bilo Požavkota. Zanimivo, da je on že pred vojno bil povezan s Teletom pa z Bašem. To je bil res človek, ki je čutil, kaj je to sanacija spomenikov. To, da je dvignil vodni stolp, je svetovni fenomen, spod Zidavo. Ampak, veste, kako je to, ne? Ljubosumje je hudič in dostikrat se je zgodilo, da je spomeniško varstvo do konca zapozilo in potem šele preteklo, gospod Požavko, pomagajte, rešite, ne? Ja, rešil je, sam to ni način. No, to sta pa moja mama, ki je bila starejša, in Požavko, sosed, par hiš naprej. Namreč moja mama je bila silovita radovedna in krasna pripovedovalka in pekla je odlično pecivo. Požavko je bil sam, krasen človek, pripovedovalci izjemen in tudi rad kaj dobrega pojedel, ne, zovc. In sta čepela skupaj vsa taka tedensko. In se pogovarjala in govorila zgodbe. In seveda, ko sem bil še v Mariboru, sem kaj slišal, ko pa sem bil v Ljubljani, je bilo pa malo drugače in je mama meni to ob obisku ali pa po telefonu, referat
Veš, danes je pa gospod Požavko povedal, to so le šifre, ne? Gospod Čajk, gospod Požavko povedal. Ne? In marsikaj je povedal. No, ta moja Minka je bila po vojni čuvarka tele hiše. To hišo na istem kvartu, na Rosinovi ulici, je za pedagoga Perhavca, uglednega Tržačana, velikega Slovenca, naredil arhitekt Ivo Spinčič. To je bila prva moderna stavba v Mariboru. Pred Černigojevo banovinsko hranilnico na vogalu Tirševe in Slovenske. Leta 30 je bila že končana. Ona pa mislim, da 34. No, poglejte, tudi to je Maribor, ne? Vila, ki bi mogla biti zaščitena, ki je bila res vrhunska modernistična vila, je bila, ne da bi komorkoli kaj vprašal, pa kaj rekel, uničena. Sedanje stanje je tako, kot vidite desno, nikomur nič za to, če se uničujejo stvari. To hišo je nova lastnica preprosto, to je bilo po moje, tam sem že zbane ven, v 60 letih, 70 letih, predelala do te mere, da je danes nespoznavno skažena. In nikomur nič. No, gremo na gospod Vlasto. Moja mama je bila, kot vsi drugi otroci pri nas, ne, dijakinja klasične gimnazije. To je mama, kot dijakinja, malo pred maturo. Za tiste je čas lepa. In njen profesor ljubi Ivan Kos. Ivan Kos je imel pamet kosilno rad. Kadar so drugi risali, po nalogah, ne, in je Kos s svojim pultom risal dijake pa dijakinje, ne, je moji mami dovolil, da gre v kabinet in gleda knjige o umetnosti, ki to je zanimalo. Metka, ti pet pa meni pa gleda knjige. Jaz sem pa tle risal. No, kakorkoli je že, začel je pregovarjati Kos mojo mamo in njenega sošolca, ki se je malo všeč. Dejta vidva priti k meni v atelje, bi jaz vaju naslikal. Zakaj si je zamislil, da bo slikal v narodni noši, nimam pojma. Ampak tako je bil namen. Seveda nista šla. Nista šla, kdo ve zakaj. Potem je pa on, seveda res je želel narediti en dober portret. In je mamo prosil, če pride v atelje, da bi jo rad naslikal. Moja mama, vzgojena doma, da punce mlade pač ne hodijo k umetnikom v atelje, ne. Spet ni šla ali ni smela iti. Skratka, žal mi je. Ker za te neskončno trapaste odločitve ne grem, ne bom, ne, bi danes imel mogoče eno lepo, pa Aleš, ne, eno lepo mamino sliko. Ampak da boste videli, da skozi res nimam sreča, ne, skozi je hudir. To je še tudi Ivan Kos. No, je bil še en Kos. Gojmir Anton Kos, eden mojih najljubših slikarjev. Moja stara mama je bila za tisti čas lepotica, leta 18 je bila taka. In vanjo se je zagledal, v Ljubljani na liceju, je bila, ne, na gimnaziji na liceju, mladiki, vanjo se je zagledal mladi študent zgodovine, profesor dr. Vilko Kos poznaje, ne, tle je že star, starejši brat slikarja Kosa, Gojmirja Antona Kosa. In seveda, metode osvajanja so pač take, ne. Joj, gospodična Zofka, ne, moj mlajši brat je slikar, veste, a lahko je, sem z njim vse zmenjen, pejte z mano v zbor naslikal. In seveda moja stara mama, svojo vzgojo, ne, Ježeš pomagaj, Bog ne daj, ne, in ni šla. Si predstavljate, imeti portret stare mame od genialnega Antona Kosa in imeti portret mame od izjemnega Ivana Kosa, nič ni od tega. Splašene punce. No, to je pa Ivan Kos v času, ko sva delala skupaj film, leta 80 jeseni, umrl je pa začetku, ne, 81. In to je bilo tako, mislim, hecno. Mama je bila prijateljica od njegovih, kaj ste bile, Karno in Nečakinje, ne? Teh punc, ne, od bakice in teh punc, tam so se ženske zbirale in so štrikale puloverje in pekle in kuhale marmelado marelično, ker je bil ta njihov Vladimir Kos, izuit pesnik, to silno rad, če je doma kaj prišlo, ne, na Japonsko, kjer je živel. In seveda so imeli skozi stike. In mama je težila, jaz sem bil mlad,
Nisem imel pojma, kaj je to dokumentaristika in televizija, sem tam že v službi. To pa moraš, gospod Hos je slep, to ne gre drugače. In sem se na vrat na nos napotil v Maribor in posnel ta polurni film o Kosu. S tekstom sem si pomagal, ker je v katalogu Kosove razstave tle v OGM-u izjemno lep tekst Mete Gabršek Prosenc. To sem Meto prosil, da mi dovoli, da porabim tekst. Pa posneli smo te pol ure. To so zadnji in edini, to je problem, ne samo zadnji, edini posnetki slikarja Kosa. In v zadnjem kadru vidite nekaj riše, ne? Jaz sem rabil njega, ko ustvarja. Sem gospod Kos, dajte nekaj papir, pa dajte nekaj, ne? Ja, kaj pa ne? Jaz sem rekel, kar hočete. Ja, pa vas, nekaj, prosim. Zakaj ne? Evo ga. Roka se je že zelo tresla, zelo tresla, ampak je pretresljivo. To je zadnja risba v življenju, ki jo je naredil Ivan Kos. Je bilo pa tragično. Pa sem se vrnil v Ljubljano in začel oddajo montirati. Njegov, kaj je bil veleposlanik Kos njemu? Veleposlanik Kos je bil kaj Ivanov? Brat, ne? Ja, no. Bratov sin, ne, Jernej. Mlad je umrl, žal. Je bil naš kolega na televiziji. Jaz montiram oddajo, filme smo vezali, takrat vse na filmu. In pride Jernej Kos, prav Janez, stric je umrl. Meni je pa konc. Ne vem, če sem kdaj doživel, da bi si en človek tako želel javnega priznanja. Konca tega dolgega pozabljenja. On je komaj čakal, da je to ven. In tik pred zdajci, ko je bila oddaja končana, je umrl in pride na vrata, stric je umrl, veš. Hudo. Še dve mali zgodbi, potem pa res neham. Kaj pomeni biti v Mariboru v tisti hiši Nature 31? Ženske pred vojno so imele seveda svoje krožke. Moja stara mama pa gospa Šlajmerjeva, žena gradbenega podjetnika Šlajmerja, mama od Majde Šlajmer, Japelj, so se vozički tam po Mariborskem parku sprehajale in si pač izmenjavale nasvete o vzgoji, pa o zdravju. Gospa Šlajmer je bila zelo izobražena v tem pogledu, so rekli sama mama. Zelo izobražena, neko šolo posebno in kako otroke vzgajati, kako prehranjevati, kako to. In je že naslednja generacija, sem moral vsak dan, ko smo šli iz šole, pojesti kosilo, potem sem dobil žlico ribjega olja, potem žlico limonovega soka z vilfecukrom, ko sem to vse pojedel, sem mogel za 1 uro spati. Sveda spati nisem mogel, nekdo spal, v osnovni šoli. Spal sem pa pod vratni podboji, ki so bili spremenjeni v knjižne police in gor nabasane knjige. Ni več prostora nikjer. In nekatere od teh knjig so mi ostale za vedno v spominu. Ker vsak dan gledaš, pa si zapomniš. In ena od njih, ki je bila silno blizu, je bila Grudnova pesniška zbirka 12. ura, leta 1939. In noter pesem, ki jo je on kot eden od penatov napisal Tomažu Bezilju, ki je bil gostilničar v Beogradu in jih je gostil. In ta vers, po mračni veži smo prijatelji in trezni in tako naprej, na steni pod starinskimi oboki z razlanže davno iz lesa je visel angel blag z mrtvaško glavo v roki, z nožico zlomljeno, obzid oprt in tako naprej. Do smrti sem zapomnil, od otroštva. In se zgodi, čez veliko let, da jaz delam oddajo o penatih, hodil sem na obisk gospe Nuški, hčerke tega gostilničarja, takrat že zelo stari, v totalni revšni, tam gor na vrhu Lovrata na Podsrešju, skoraj. Že stene razpokane od plazov grajskih, tako grozno okolje. In se pogovarjava in mi je povedala stvari. Pa grem pa enkrat na svojo običajno božjo pot, mimo antikvariatov, tega danes ni več na mestnem trgu, ta starega. In vidim tam gor na takem šankom, ki so tam trije možakarji, ki so prodajali enega angela gor, belega, baročnega, lepega. In si rekel, Miloš, kaj imaš pa to? Pa saj vidiš, en lep barok, sam to noben na okupu, to mrtvaško glavo, to ljudi ne zanima to. In meni pride noter, na zidu pod starinskimi obaki in tako naprej, angel blag z mrtvaško glavo v roki. Madonca, sem rekel. Kdo bo to prinesel? Tam je na gospa, malo naprej tlele, strga pred stolnico. Jaz sem gor, gospej, in prvi stavek je bil, gospa, je tisti angel spodaj vaš? Ja, sej veste, moram živeti, sej ne moram drugače, bo nekaj prodati. Pa so se zmenila, da sem jaz
šel dol, se zmenil z unimi prijaznimi antikvarji, da mi ta kip vrnejo, ker to ni navada, ne? Najprimer, ni navada to, da nekdo, mi ta kip da nazaj in so se zmenila z gospod, da si tistih 30%, ki bi jih vzel v antikvar, razdeliva na pol. Tako da jaz sem malo manj plačal, ona več dobila, zadovoljna in angelček je šel z mano in je še vedno z mano. Ampak samo zato, ker je iz neke mladostne izkušnje v Mariboru ta pesem v meni ostala in sem jo slišal. Ker če ne, pač to je en kip. Ta kip je meni blizu zaradi svoje zgodbe. Ta kip je bil nad penatskim omizjem in je slišal vse razprave največjih umov in ustvarjalcev ljubljanskega okolja, tega penatskega omizja. Podobna stvar se je zgodila pa s tole. Ta je bila doma, Viktor Steska, slovenska umetnost, slikarstvo, 27 leta. Moja stanovanja je bila doma z Brezi. Jaz sem štorije o Lajarju in Mrezijanski Mariji in za obljubi in ponarejanje od denarja francoskega in zaporu in blablabla poslušal celo otroštvo, poznal še svojo prababico na Brezjah in to so bile zgodbe in zgodbe in zgodbe. In v tej knjigi seveda jasno mene mulčka, je seveda potegnilo najbolj poglavje o Lajarju. In stoji, Lajar se je večkrat sam portretiral. En portret, na les slikan, a ne celovito ohranjen, je imel slikar Matija Bradaška v Kranju in tako dalje. In jaz seveda na svojem obhodu, že pol, ko sem starejši, pred 20-15 leti, na svojem obhodu, ali še več, obhodu po mestu, po antikvariatih, pridem tam Trubarjevo, k antikvarju, Jakobu Prijatelju, Karnivalo. In v tistem hipu pride ena gospa, stara, zgrbljena, in prinese v pak papirju neko zadevo, da na mizo in pravi, tole so mi zapustili, saj ne vem, jaz sem prišla prodati. In to razvije. In spet tista asociacija mladostna iz Maribora, ki se je od nekod pojavila, na les slikan, a ne celotno ohranjen in tako naprej. In je šla z mano. Res je bila precej požrta, kolega, restaurator, slikar, Toman, Veljko Toman, se rekel, prosim te, samo utrdi les, da ne bo šel totalno v franže in nič restaurirati, samo pospucati. Ampak jaz si nisem mogel odpreti slike, ki je pa od stekla, ki je razpadla. Zadaj je našel na zadnji strani slike zapis kompletne poti slike. Od Lajarja naprej do konca vse piše, kdo in kdaj jo je imel in je potrjeno, da je to Lajar in se mi silno fajn zdi, da je tudi v katalogu v Kranju, v knjigi v Kranju, kot je podoba. Sicer so pa skuški dobro risali, skozi, da se vrnem malo nazaj. To je praded, Nov Mest. To so te skuški, posebneži. Leta 900, najstarejši Ivan, mornariški oficir, 6-7 let konfiniran v Pekingu, zdaj je pravkar razstava v Etnografskem muzeju njegove zbirke, pa Oskar, ki je živel v Mariboru, pa moj dedek najmlajši. In potem ti oče in ti sinovi malo kasneje, vice razlika v starosti, moj stari oče je najmlajši. No, tole je pa ena stvar, ki je hecna. Lobanja v slovenski noši, nekončana slika, samo nastavljena slika mojega dedka, pri 15 letih v Idriji, ker ga je učil risanja, slikanja Vavpotič Ivan, velik slikar zame. Se vidi, da so njegove barve. Kaj je hec? Leta 8 so bile v Ljubljani strašne demonstracije, ker so civilna družba je imela kongres v Ptuju, tam so jih ptujski Nemci napadli s paradižniki in jajci in bile so v Ljubljani strašne demonstracije, dijaške seveda, študentarije ni bilo, dijaške demonstracije, razbili so kazino nemško, pa nekaj trgovin. Skratka, upor je bil velik, avstrijsko vojaštvo je hotelo upor zatreti, pokali so tam od lekarne, od njimi loki pred stolnico proti Kolovratu, ubili bolj ali manj pomotoma mimoidoča Lundra Nedamiča, ki sta postala v momentu nacionalna junaka, še hujše demonstracije in cirkus. Ampak moj praded je bil nadzornik davčnih uradov za Krajinsko, visok državni uradnik, ugleden. In so ga na realko poklicali in so rekli, poslušajte, vaš sin dela to in to, rajši ga sami izpišite, če ne ga bomo izključili, da ne bo škandala. In tako so mojega dedka, uporniškega dedka, ponosnega, celo izstopil iz katoliške vere, iz protesta, mulj 15-letni.
in se prepisal, ne vem, pravoslavno kakšno. In so ga poslali na edino gimnazijo slovensko, ki je bila v Idriji. In ta se je znašel, takle mulček v Idriji in tam končal gimnazijo. Živel je pa pri Beblerjih doma in zato, da je tam stanoval, je moral čuvati dojenčka. Dojenček je bil poznejši partizan, diplomat Aleš Bebler. To je še eno iz te familije. Dedkov bratranec Jože Gorjup, izjemen kipar, slikar, grafik, tudi freskant v Stanjevci, bil doma. Ta je umrl pri 25 letih. Medtem pa ustvaril izjemen opus. Če ste dali v Stanjevci, je velika zbirka njegovih del tam v galeriji. On je seveda svoje grafike dedko pošiljal kot bratrancu. Ena je ostala pri meni, druga pri stricih, vse pa so ostale. Una dva, leva in desni sta pa iz knjige vzeta iz kataloga. Ta ljubezni je pa pri meni. No in ta najstarejši brat Ivan, to sta s njegovo ženo, Japonko, Cuneko Kondo Kavaze, pozneje Marijo Skušek, v ljubljanskem stanovanju in del z razstave v Etnografskem muzeju. Zdaj moram pa nehati morit vas. Hvala lepa.